Kako pa sedaj? Zdaj, Super, hvala. Kako pa vidite tole predstavitev? Jo vidite na celem skrinu? Ne, zaenkrat ne, ne. ne vidimo. Ne vidite. Kaj pa sedaj? Tudi Še ne. moraš popraviti. Vse moram popraviti. Bom še enkrat. Se opravičujem. Zdaj pa bo samo da vam še delim. Dober dan. Dober dan. Dober dan, je gospa, vi niste na Zoomu. Ja, dober dan. A sedaj vidite? Jerica? Ne, nič ne vidimo. Ničesar, Nič ne vidimo, Ida. prezentacije ni. Sedaj pa vidite, ne? Zdaj vidimo, ampak ni full screen. Ja, evo. Poskušaj še. Sedaj pa bo. A je sedaj? Ja, zdaj pa v redu. Tako, lepo pozdravljeni, gremo kar na začetek. Morda bi vas povabila samo, da še ugasnete mikrofone, tisti, ki nimate mikrofonov ugasnjenih, da se bomo lepo slišali. Pa naj na začetku povem, da je strateški cilji tega javnega razpisa so, tako kot so bili tudi v preteklosti, od leta 2000 podpira Spirit v raznih oblikah, prepodjetniški, Japti in podpira svetovalce na različnih nivojih in podjetniške mentorje, da lahko pomagate podjetjem v regionalnem okolju. In sicer želimo krepiti podjetniški potencial, pomagati pri ustanavljanju novih podjetij, predvsem povečati število novoustanovljenih podjetij in jih tako spremljati, da bodo postala podjetja z višjo dodano vrednostjo, povečati stopnjo preživelosti novoustanovljenih podjetij in premagovati podjetniških ovir. V preteklosti se je ta projekt Spot svetovanje izkazal kot zelo dober in prav tako podpora strani podjetniških mentorjev in startup mentorjev, zato smo v okviru 4-nivojskega sistema zadevo ohranili. Verjetno večina vas danes, ki to posluša, to poznate. Nekako se država trudi, da bi podjetnikom na različnih nivojih pomagala, odvisno koliko so podjetniki spretni in vešči komuniciranja z državo. Zato imamo vzpostavljen portal Spot, kjer lahko podjetniki sami upravljajo. Potem, kolikor tega še niso dovolj vešči, jim lahko Spot registracijske točke pomagajo na tem portalu urejati različne aktivnosti z državo. Vkolikor pa podjetniki potrebujejo neko poglobljeno osnovno podjetniško svetovanje, pa seveda so tukaj Spot svetovalci in podjetniški mentorji, ki podjetnika spremljajo na poti rasti in razvoja. Na področju internacionalizacije pa je tukaj naša agencija Spirit Slovenija, ki v okviru projekta Spot Global pomaga podjetnikom odpirati pot na globalni trg. Kako pa bomo ta tretji nivo, Spot svetovanje, nekako preko tega razpisa javno podporno okolje
podpirali. Podpirali ga bomo preko 12 regionalnih točk spot svetovanje, ki bojo nudile tako mentoriranje kot svetovanje. Določili smo posamezno število svetovalcev v regiji, glede na število prebivalcev, gospodarskih subjektov, ogroženosti regije, in na podlagi tega naredili ponderje. Razdelitev si boste lahko kasneje ogledali, prav tako jo pa vidite v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji. Želimo si, da bi bilo število svetovalcev in podjetniških mentorjev enakomerno porazdeljeno med partnerji, da dejansko delujete po celotni regiji in da ste blizu podjetjem. Seveda si pa želimo, da je na eni točki v regiji, tako kot v preteklosti, locirana točka spot svetovanje, kjer pa bi lahko dobili podjetniki tako svetovanje kot mentoriranje na enem mestu. Pričakujemo, da se boste v konzorcije povezale različne institucije v regiji, ki dejansko že sedaj podpirate slovenskega podjetnika, spodbujate potencialne podjetnike k temu, da vstopajo na podjetniško pot, in to predvsem vidimo tukaj, da so to gospodarske zbornice, obrtne zbornice, razvojne agencije, podjetniški centri, inkubatorji, tehnološki parki, zagotovo je še kakšna institucija, ki je nisem omenila, ampak to so tiste glavne institucije v regijah, ki dejansko podpirate rast in razvoj podjetij v vaših regijah. Zdaj, kar si mi želimo je, to, kar sem že prej omenila, je, da bi bila fizična lokacija spot svetovanja na enem mestu, tako kot tudi v preteklosti. Ponovno smo v razpis dali, da je zagotovo prednost, da se ta lokacija ne spreminja, zaradi tega, zato ker podjetnike smo od leta 2018 navajali, kam lahko pridejo po pomoč, po podporo, in to si želimo tudi v prihodnosti. Želimo si pa, da bi bilo tako spot svetovanje, da bi bil tako spot svetovalec kot podjetniški mentor za svetovanje in mentoriranje na voljo podjetnikom tudi mobilno. Znotraj regije, seveda, da podjetnikom pač ne bi bilo potrebno vedno znova prihajati na neke lokacije, ki jim niso tako domače in jim vzamejo veliko časa, ker so pač regije zelo velike. Zdaj pa, če gremo na pogoje tega javnega razpisa, jaz se na splošne pogoje ne bi se preveč ustavljala pri splošnih pogojih. Ti so takšni, kot so bili tudi v preteklosti. Mi tukaj naslavljamo v okviru tega javnega razpisa pravne osebe javnega in zasebnega prava, ki so vpisane v poslovni register in izpolnjujejo dva pogoja, da so primerljive aktivnosti tega javnega razpisa, ki jih bom naprej navedla, že izvajale v preteklosti, pa da pač na geografskem območju, za katerega se prijavljajo, tudi aktivnosti dejansko izvajajo in imajo registrirano dejavnost na tem področju. Potem so pa ostali formalni pogoji, pri katerem mogoče samo izpostavim tega, ki je za nas najbolj ključen, in to, da dejansko vse institucije, ki se boste v konzorcijih prijavljali za posamezno regijo, preverite na dan oddaje vloge, da imate pri FURS-u poravnane vse obveznosti, tako iz naslova davkov kot prispevkov. To pomeni, da morate imeti oddane vse obrazce. Tako da to imamo včasih zagato, tako da to ponovno opozarjam na tem mestu, da dejansko ste na to pozorni, ker ni dovolj, da od lokalnega FURS-a pridobite podatke o tem, da imate poravnane davke. Dobro je, da na FURS pač preverite tudi, ali so oddani vsi obrazci, pa da nimate kakršnekoli zamude pri kakšnih prispevkih za plačilo stavbnega zemljišča ali kakršnekoli druge zadeve. To verjetno vi še malo bolje veste, ker ste pač podjetniški svetovalci in mentorji. Če grem sedaj na posebne pogoje,
Posebni pogoji javnega razpisa se bistveno niso spremenjali, ostali so približno takšni, kot so bili tudi v preteklem 10-mesečnem in prej 5-letnem razpisu oziroma 2-letnem za SIJO. Tako da tukaj dovoljujemo podjetniškega svetovalca oziroma spodsvetovalca in podjetniškega mentorja, ki je zaposlen za polni delovni čas pri neki instituciji, da je lahko razporejen na projekt za polni ali polovični delovni čas. To pomeni za 40 ali 20-urno delovno obveznost. Opozorila bi pa samo na posebni pogoj številka 3, kjer imamo navedeno, da ista institucija v konzorciju izvaja storitve in aktivnosti spodsvetovanja in podjetniškega mentorja, in taka institucija lahko v okviru operacije prijavi največ enega spodsvetovalca za polni ali polovični delovni čas. Tukaj tolmačimo ta pogoj tako, da lahko ima ta institucija eno kvoto podjetniškega mentorja, eno kvoto spodsvetovalca in na to eno kvoto razporedi enega ali pa 2 svetovalca. To je to. Potem pa bi samo še opozorila pri posebnih pogojih, morda bo potem kasneje še kakšno vprašanje, ampak jaz bi opozorila samo še na to, da je potrebno za inkubator, ki se bo prijavil na ta razpis skupaj v konzorciju, da ima najmanj 500 kvadratnih metrov poslovnega prostora, ki ga lahko namenja podjetnikom in potencialnim podjetnikom za njihove dejavnosti. Potem pa še pri spodsvetovalcih in podjetniških mentorjih, poleg osnovnih pogojev, kakšne morajo imeti kvalifikacije, kakšno morajo imeti izobrazbo, je tukaj pomembno še to, da imajo oboji potrdilo o opravljenem preverjanju kompetenc, ki je v razpisu natančno v navodilih naveden, in ne sme biti to potrdilo starejše od 2 let. Potrdila ni potrebno prilagati v vlogi, zaradi tega, ker imamo mi dostop do tega, do seznama vseh spodsvetovalcev in podjetniških mentorjev, ki so v preteklih 2 letih opravili preverjanje in uspešno opravili preverjanje in s tem pridobili možnost kandidiranja na tem javnem razpisu. Mogoče na tem mestu še povem, kakšne pa so potrebne reference, ki jih naj imajo institucije in svetovalci in podjetniški mentorji, ki se bodo prijavili na ta javni razpis. Predvsem bo potrebno v razpisni dokumentaciji v vlogi priložiti dokazila o tem, da je ta institucija podobne dogodke že izvajala. To boste institucije, ki do sedaj niste bile v našem sistemu, lahko dokazovale z različnimi dokazili, podpisnimi listami, vabili in vse to za vse to vas bomo pozivali. Tega ni potrebno prilagati v vlogi, ampak vas bomo, v kolikor bomo videli, da to potrebujemo, pa da teh podatkov nimamo na sami agenciji, pozvali, da nam določena dokazila o izvedbi nekih dogodkov priložite. Tisti, ki ste do sedaj že bili v naši mreži spodsvetovanje ali kot podjetniški mentorji ali kot spodsvetovalci, vaše institucije tega ne rabijo predlagati, zato ker imamo ta dokazila že v samem sistemu poročanja. Potrebno pa je priložiti sodelovanje med partnerji. Zahtevano je, da ste partnerji, ki boste vpeti v konzorcij spodsvetovanje, tudi v preteklosti sodelovali in to sodelovanje dokazujete s projekti, ki ste jih v preteklosti imeli od 1.1.2021 naprej, skupaj s temi partnerji, s katerimi ste sodelovali.
Lahko ste v projektih sodelovali vsi partnerji, ki ste v konzorciju, lahko pa samo 2, 3, 4, ampak pomembno je, da ste vsaj vsi med seboj prepleteni in sodelovali vsaj z enim projektom. Zato, ker je za nas bistvenega pomena, da dejansko partnerji ste že se poznate med seboj in boste tako lažje sodelovali v korist podjetjem. Potem pa za svetovanje in mentoriranje je potrebno navesti, kakšna svetovanja ste opravili in je tam pač določeno število svetovanj in mentoriranj potrebno navesti. Prav tako bi vas na tem mestu opozorila, da ste pa vsi, ne glede na to, ali ste v preteklosti sodelovali v našem razpisu ali ne, vsi morate dokazati, da dejansko ste v preteklosti svetovali in mentorirali tudi socialnim podjetjem. To je posebna kategorija, s katero se spod svetovanje konzorcij prvič tako institucionalno srečuje in je za to posebno kategorijo tudi sedaj spod svetovanja odgovorno v regiji in bomo spodbujali vse svetovalce in podjetniške mentorje, da vključite v svoje procese tako svetovanja, mentoriranja kot dogodkov tudi socialna podjetja in tem namenite veliko pozornost v vaši regiji, da bodo tudi ta lahko z vašo pomočjo rasla in se razvijala. Novost v tem javnem razpisu je pa referenca na področju opreme. Vsi veste, tisti, ki ste do sedaj že sodelovali v našem 10-mesečnem razpisu, da ste bili v tem razpisu tudi dolžni podjetnikom svetovati in potencialnim podjetnikom svetovati za pomoč pri prototipiranju. V ta namen pač želimo, da tudi je omogočeno v posamezni instituciji, ki bo del konzorcija, vsaj neke oblike prototipiranja, da so podjetnikom na voljo. Seveda verjamemo, da vse institucije, ki boste v konzorciju v posamezni regiji, ne boste mogli zagotavljati vseh možnih prototipiranj podjetnikom, da bodo lahko izvedli svoj prototip in ga izdelali, ampak pomembno je, da vemo, za katero opremo pa dejansko se lahko podjetniki obrnejo na vaš konzorcij. Tako da tukaj vas res povabimo, da napišete, katero opremo za prototipiranje date vi na razpolago podjetnikom, seveda pa ta oprema je samo na voljo, kako imate vi finančno konstrukcijo urejeno za uporabo prototipiranja, je pa dejansko zadeva vsakega inkubatorja in tudi lahko konzorcijskega partnerja, ki izvaja spot svetovanje, je pač vsak partner posebej to ureja s svojimi internimi dokumenti, ki pa seveda morajo biti jasno opredeljeni, pa v kolikor je mogoče javni. Zdaj pa aktivnosti v okviru tega javnega razpisa so najbolj, smo jih poskušali združiti v te 3 kategorije. Eno je informiranje in promocija, drugo je celostna obravnava podjetnika oziroma potencialnega podjetnika in sodelovanje z agencijo in sooblikovanje podpornega okolja. Pa če se dotaknem prve točke, informiranja in promocija, v okviru informiranja, promocije boste tako svetovalci kot podjetniški mentorji dolžni podjetnike informirati in jih spodbujati, da se in jih osveščati o tem, kaj dejansko država ponuja podjetnikom in potencialnim podjetnikom za razvoj in rast. Prav tako jih boste zagotovo informirali o aktivnostih, ki se dogajajo v vaši regiji in so za njih bistvenega pomena.
Potem bo vaša naloga, da spremljate tudi spremembe zakonodaje, tako na evropski kot na slovenski ravni, kot na nacionalni ravni, in poskušate preko strokovnih člankov o različnih zahtevah države podjetnike tudi obvestiti in jim na ta način pomagati, da bodo lažje poslovali. Potem pa je v okviru informiranja in promocije, tukaj smo nekako identificirali, da tako spot svetovalci kot podjetniški mentorji veliko časa namenite tako lastnim kot tudi dogodkom, ki se jih udeležujete, in na teh dogodkih animirate potencialne podjetnike in podjetnike in jih osveščate o tem, da je spot svetovalna točka v regiji na voljo vsem podjetnikom. In tukaj v tem sklopu aktivnosti informiranja in promocija izvajate take krajše dogodke od 1 ure do 2 ur, največ, to so 2 šolski uri, največ izvajate dogodke, kratke informativne dogodke, ki podjetnike osveščajo o nekih novostih, o različnih zadevah, ki zadevajo tako njihovo poslovanje ali pa samo informirate o priložnostih, ki jih ponuja država. V okviru celostne obravnave so 3 ključne aktivnosti, ki jih izvajajo tako spot svetovalci kot podjetniški mentorji. Spot svetovalci izvajajo svetovanje, to svetovanje je lahko krajše ali daljše, nekje v povprečju naj bi trajalo, v povprečju ocenjujemo, da traja tam do 2 uri. Je pa novost pri svetovanju ta, da na podlagi preteklih izkušenj ugotavljamo, da je Slovenija zanimiva tako tudi za tujce in da svetovanje tem tako potencialnim podjetnikom kot podjetnikom, ki so tujci, pa poteka malo bolj kompleksno, malo daljše obdobje in zato imate namenjenih v povprečju malo več časa in je tudi posebej evidentirano v akcijskem načrtu. Potem pa mentoriranje, podjetniško mentoriranje. Podjetniško mentoriranje je namenjeno kontinuiranemu spremljanju potencialnih podjetnikov in podjetnikov z namenom rasti in razvoja. Na poti podjetniškega mentoriranja podjetniški mentor podjetnikom pomaga tudi pri tem, da jih usmerja na usposabljanja, ki bi bila pomembna za njegovo rast in razvoj in za dvig kompetenc. Novost v okviru celostne obravnave pa je zunanje ekspertno svetovanje. Podjetniški mentor, kolikor ugotovi, da nima dovolj znanja na nekem določenem področju, ki bi ga podjetnik potreboval, potem lahko skupaj s podjetnikom pač poišče zunanjega svetovalca, eksperta in za neko določeno vrednost ta ekspertni svetovalec tudi podjetniku svetuje. Podjetniško mentoriranje je na voljo vsem podjetnikom in potencialnim podjetnikom, prav tako je spot svetovanje na voljo vsem podjetnikom in potencialnim podjetnikom in zato ne spada v okvir državne pomoči. Ker je ekspertno svetovanje pa bo namenjeno samo tistim podjetnikom, za katere se bo identificiralo, da dejansko potrebujejo ekspertno svetovanje, in ekspertno svetovanje je pa državna pomoč in zato bodo konzorciji morali tedensko poročati o tem, o državnih pomočeh oziroma takrat, ko bodo imeli podjetnika, ki ga bodo napotili na ekspertno svetovanje. Pred začetkom ekspertnega svetovanja je potrebno poročati de minimis državno pomoč na agencijo. Natančna navodila so
so navedena v navodilih, ki so pa del razpisne dokumentacije. Usposabljanje sem malo že omenila. Usposabljanje je namenjeno vsem potencialnim podjetnikom in podjetnikom in se dogaja tako na področju svetovanja kot na področju mentoriranja. Identificirata ga lahko oba skupaj ali pa vsak posebej in na podlagi identifikacije v regiji, kaj dejansko potrebujete, izvedete usposabljanje. Vkolikor je usposabljanje vezano na neke zahteve države, potem je to seveda usposabljanje, ki ga izvaja podsvetovalec, vkolikor je pa usposabljanje vezano na dvig kompetenc podjetij in potencialnih podjetnikov in je vezano na neke poslovne modele, poslovne ideje in na marketing, je pa to usposabljanje, ki ga v pretežni meri kreirajo in potem tudi izvedejo sami ali pa z zunanjimi izvajalci, podjetniški mentorji. Za usposabljanje lahko poteka interno, to pomeni, da ga izvajajo ali podsvetovalci ali podjetniški mentorji, ali pa izvajajo usposabljanje zunanji izvajalci, tako na ravni svetovanja kot mentoriranja. Vkolikor mi si želimo, da bi podjetnik preko svetovanja prišel do mentoriranja in da bi se za tega podjetnika tudi identificiralo usposabljanje. Vse to troje skupaj kreira celostno obravnavo podjetnika. Tako da vse tiste, ki se nameravate prijaviti na ta razpis, res povabim, da od začetka, ko boste začeli izvajati javni razpis, ste pozorni na to, kako posameznega podjetnika obravnavate in ga vodite od svetovanja do mentoriranja in potem usposabljanja. Ker so to tudi kazalniki, ki jih je potrebno spremljati na ravni celotne operacije in celotnega javnega razpisa. Sedaj pa naj predstavim še tretjo točko. Tretja točka je sodelovanje z agencijo in v okviru tega sodelovanja si agencija prizadeva, da dviguje kompetence tako podsvetovalcev kot podjetniških mentorjev, zato bomo organizirali 4-krat na leto usposabljanje skupaj z vami v posameznih regijah, ker so usposabljanja 4-krat na leto, boste po 3 podsvetovalne točke izvedle eno usposabljanje. To izkušnjo so tisti, ki so bili sedaj vpeti v 10-mesečni pilotni projekt, že dobili, ostali jo boste dobili kasneje, tako da to ni nič takšnega. Mi pa si želimo, da dejansko se svetovalci med regijami tudi povezujete in si izmenjujete izkušnje in eden od načinov izmenjevanja izkušenj pa tudi sodelovanja je tudi ta, da skupaj pripravite usposabljanje za svetovalce iz cele Slovenije in podjetniške mentorje. Seveda pa je vaša naloga tudi, da sooblikujete podporno okolje v posamezni regiji. Zato aktivnost, ki smo jo imeli do sedaj od leta 2018, ostaja in to je enkrat letno pričakujemo, da boste vse regije organizirale srečanje podpornega okolja v vaši regiji. Namen tega srečanja pa je, da dejansko se podporne institucije med seboj opolnomočite in da se poslušate, kaj katera izvaja v posamezni regiji in da postajate vedno bolj komplementarne za podjetnike in da se ne podvajate preveč v svojih aktivnostih. Tako da to je to. Sedaj pa gremo naprej na upravičene stroške. Kot sem že povedala, so upravičeni stroški dela svetovalcev in podjetniških mentorjev, ti so lahko na projekt razporejeni. Zaposleni morajo biti za polni delovni čas na instituciji, na projekt so pa lahko razporejeni za polni ali za polovični delovni čas.
Na stroške dela se veže tudi pavšal za stroške dela, smo pa v okviru stroškov dela ponovno definirali standardni obseg stroška, ki ga bodo institucije prejele za posameznega svetovalca oziroma polovično vrednost posameznega svetovalca. Ta vrednost je po tem razpisu 3200 evrov. Za celoten FTE, polno zaposlenega svetovalca oziroma podjetniškega mentorja, vključuje pa tako drugi bruto plače, neke pavšalne stroške prevoza na delo, stroške malice in eno dvanajstino regresa. Izračun tega mesečne vrednosti SSE-ja pa je narejen na podlagi standardne klasifikacije na podlagi preteklih izplačil plač, ki jih imajo in celotnih stroškov dela, ki jih imajo na Uradu za statistiko, in sicer za področje 70/4, mislim, da sem pravilno povedala, 70/2, pardon, se opravičujem. In 70/2. Zakaj se je znižala vrednost? Vrednost se je znižala predvsem zato, od 10-mesečnega projekta se je znižala predvsem zato, ker smo morali na podlagi priporočila Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj iz izračuna izločiti poslovodne svetovalce, ki so bili pa v izračunu 10-mesečnega javnega razpisa noter, da se ne boste spraševali. Torej, celotni FTE celotni stroški dela, ki so po tem razpisu financirali za polno vrednost razporejenega svetovalca oziroma podjetniškega mentorja na delo na operacijo, so 3200, polovični pa 1600. Potem so pa še stroški zunanjih storitev, v katerega so pa vključeni tako stroški zunanjih izvajalcev dogodkov, usposabljanj in zunanji eksperti. Kakšna je pa razdelitev znotraj konzorcija, je pa natančno navedeno v javnem razpisu. Pa da gremo še na posamezno regijo in vrednosti. Vrednosti so narejene za 26 mesecev. Naj vas na tem mestu tudi opozorim, da v vlogi boste priložili akcijski načrt za 14 mesecev. To pomeni za 2 meseca v letu 2023 in za 12 mesecev v letu 2024. Zdaj, jaz posamezne kvote ne bom razlagala, tukaj je vse jasno, tudi v javnem razpisu je natančno navedeno. Povišali smo vrednost oziroma razporedili smo vrednost svetovalcev tako, da so vseh svetovalcev v celotni Sloveniji oziroma FTE-ju bomo financirali 42, podjetniških mentorjev pa 22. Želeli smo si nekako na podlagi 10-mesečnega pilotnega projekta tudi približati se realnemu stanju na terenu. V ta namen je tudi naš direktor v preteklih mesecih obiskal vsako regijo, da se je seznanil z lokalnim regionalnim okoljem in potrebami. Hvala vsem za to, ki ste pri tem sodelovali, tako da smo dobili nekako realen pogled v to, kaj dejansko počnete na terenu in kako se soočate z različnimi izzivi. Poskušali smo v okviru tistih
kriterijev, ki sem jih že zgoraj navedla, prostorske, geografske razdelitve, število gospodarskih institucij v regiji, ogroženosti regije, definirati tako spodsvetovalce kot podjetniške mentorje za posamezno regijo. Seveda smo pa morali pri tem upoštevati višino sredstev, ki smo jih imeli za celoten javni razpis na razpolago, to je 7 milijonov, nekaj manj kot 8 milijonov, 7 milijonov 763 tisoč 964. Zdaj tukaj je razporeditev, koliko, tukaj vidite lahko, koliko dejansko namenjamo stroškom dela in pavšalov, tako da na podlagi tega razpisa mi pač menimo, da dejansko svetovalci in podjetniški mentorji so potrebni v regijah in želimo tukaj dati največji poudarek, zato ker menimo, da podjetnik, ki pozna svojega spodsvetovalca, ki pozna svojega spodsvetovalca in podjetniškega mentorja, bo z večjim zaupanjem in raje prihajal na spodsvetovalno točko in tam rešil svoje zagate ali za državo ali pa iskal priložnosti, ki mu jih država ponuja. Tako da razmerje med zunanjimi izvajalci in stroški dela in pavšalom, ki jih namenjamo institucijah, ki bodo vključene v konzorcij, je pač zelo evidentno. Mogoče še na tem mestu, potrudili smo se, da smo v javnem razpisu nekako definirali čim bolj optimalno zahtevke, tako za vas kot za nas, ki bomo te stvari kontrolirali. Zato bo v celotnem 26-mesečnem razpisu 7 zahtevkov in tukaj so napisani datumi, do katerega je potrebno v posameznem obdobju oddati zahtevek. To pa tisti, ki ste do sedaj na koheziji že sodelovali, to zagotovo poznate. Mogoče še nekaj o obdobju upravičenosti za operacijo. Obdobje upravičenosti je definirano na podlagi pač javnega razpisa in je tudi 26-mesečno, medtem ko boste pa izdatke lahko uveljavljali do še 15 dni po zaključku tega obdobja, to je do 15. 1. 2026. Mi vam bomo pa najverjetneje izplačali zadnji zahtevek enkrat do sredine leta 2026, zato je pa obdobje upravičenosti javnih izdatkov za operacijo pa do 31. 12. 2026. To so različna obdobja. Naj vas na tem mestu samo še to opozorim, da dejansko je obdobje za proračunsko leto pa do zahtevka, ki ga boste oddali 25. 9. posameznega leta. Ker zahtevek, ki ga boste oddali 25. januarja, pardon, ne 25. 15. se opravičujem, 15. 9. posameznega leta, zahtevek, ki ga boste pa oddali 15. januarja posameznega leta, bo pa črpan iz naslednjega leta. Tako da vas res prosim, da dejansko poskušate v okviru tega, tudi v okviru akcijskih načrtov, načrtovati aktivnosti in uveljavljati stroške, ker da ne bo potem v obdobju poročanja težav pri realizaciji za posamezno leto.
Pa da se dotaknemo sedaj še ocenjevanja in meril. Tako kot v preteklih javnih razpisih za podporno okolje, je tudi v tem razpisu tako, da imamo 3 glavna merila. Eno je sposobnost upravičenca za izvedbo operacije, tukaj se gledajo pretekle reference, drugo merilo, ki ga obravnavamo, je kakovost in izvedljivost operacije. Tukaj gledamo vlogo in to, kar ste v vlogi navedli, in širši družbeni vpliv, v katerem pa tudi gledamo, kako dejansko ste argumentirali to, kar počnete v regiji. Tako da to so 3, tukaj ne bi se preveč dolgo ustavljala, ker mislim, da je zelo jasno tudi v razpisni dokumentaciji navedeno, kaj se pod katero točko obravnava, kaj se gleda. Pomembno je, da dejansko zelo jasno izpolnite reference in vlogo in akcijski načrt. Naj na koncu še povem, kaj je obvezna vsebina vloge, da bo to je tudi vzeto iz razpisne dokumentacije in si lahko res pokljukate, ko boste oddajali, da dejansko boste vse izpolnili in da ne bo dopolnitev. Predvsem pač z tega vidika gledamo, da bi podjetniki dejansko od 1.11.2023 nekako vedeli, katere spodtočke so tiste spodsvetovalne točke, na katere se lahko obrnejo tudi na podlagi tega javnega razpisa in da so njihove storitve financirane strani države in so za podjetnika tako brezplačne. To je prijavni obrazec, potem podatki o kadrih in vloga, to je vse v Excel obrazcu in tisti, ki ste v preteklosti to že izvajali, to poznate, je zelo veliko imate opozoril, tako da tega obrazca skoraj nemogoče, razen tam, kjer morate vnašati svoje lastno besedilo, ni mogoče izpolniti napačno. Izberete svojo regijo in potem izpolnjujete. Potem so pa te izjave, ki jih morate izpolniti, tako izjava za strinjanje, pooblastilo, to so pa izjave spodsvetovalcev in podjetniških mentorjev. Tukaj vas res opozarjamo, da pač vsi svetovalci dodajo te svoje izjave, ki jih morajo dodati in priložijo seveda dokazila, predvsem gre tukaj za dokazila o izobrazbi, medtem ko dokazilo o opravljenem preverjanju znanja, kompetenc, pa ni potrebno prilagati, ponovno opozarjam, da ne bo preveč papirjev. Potem je pa izjava podjetniškega mentorja, velja popolnoma enako kot za spodsvetovalca, pa potem te izjave o pridobljenih referencah. Na tem mestu bi še enkrat opozorila, da vam tistim, ki ste v preteklosti sodelovali na razpisu SIO ali SPOT, ni potrebno prilagati referenc, zato ker bo dokazila o tem, da ste aktivnosti izvajali, imamo na Spiritu in bomo na podlagi tega tudi preverjali vašo verodostojnost. Ne pozabite prilepiti obrazca na ovojnico, ko boste oddajali vlogo, in parafirati vzorca pogodbe. K prijavnemu obrazcu pa je potrebno priložiti tudi dokazilo o lastništvu, najemu prostora, potem pogodbe o zaposlitvi mentorjev in svetovalcev, iz katerih mora biti razvidno, da so zaposleni za polni delovni čas in za koliko so prerazporejeni na projekt oziroma na operacijo. Dobrodošel je tudi komunikacijski sistem med konzorcijskimi partnerji, seveda pa je nujna obvezna sestavina prilog, tudi konzorcijska pogodba. Kaj vse mora vsebovati konzorcijska pogodba, imate navedeno v razpisni dokumentaciji in razpisu, tako da vas povabim, da ste res pozorni, ker se je v preteklosti dogajalo, da so morali nekateri konzorcijski partnerji dopolnjevati
konzorcijske pogodbe. To pa mislim, da je vse. Hvala za pozornost. Sedaj pa vas poslušam, vprašanja so vaša. Vidim, da je 11 že vprašanj, pa bom šla počasi čez. Lahko tudi obesimo prezentacijo na spletno, tam k razpisu, tako da to Nastja, ne vem, kaj to pomeni, ali pomeni prav podjetje ali so lahko tudi PP. Takrat je bila debata o socialnem podjetništvu, a ne? To se pravi o socialnih podjetjih. Zato sprašujem, a morajo biti nujno to podjetja? Podjetja morajo biti. Ja, seveda, zato ker bomo tole pogledali iz evidenc, prav podjetja, ki so dejansko, ki so vpisani v register socialnih podjetij. Dobro, hvala lepa. Ja, hvala, Emilija. Emilija je tukaj dala, kje je evidenca socialnih podjetij, da si lahko vsi pogledate. Mogoče bi še jaz tukaj samo vprašal, navezuje se na socialna podjetja, torej organizacije, kot so inštitut, zavodi oziroma društva, spadajo pod ta sklop ali samo del? Vkolikor so vpisani v evidenco socialnih podjetij, spadajo. Mi moramo imeti nek način preverjanja in edini način preverjanja, ali je podjetje socialno podjetje, je vpis v evidenco socialnih podjetij. A je bilo to že v prejšnjem razpisu isto? Ne. To je novo, to je pa zaradi tega, zato ker smo združili tako vsebino kot finance, da smo lahko, da smo v bistvu na enem mestu dali podporo vsem podjetjem in da ne klasificiramo podpore za socialna podjetja nekje drugje, ampak jo umeščamo znotraj spod svetovalnih točk. To lahko glede naprav, ali mora biti v lasti, ali je dovolj, če jo imate najeto, seveda, vkolikor imate dolgoročen najem, tukaj gre predvsem za to, da dejansko je v preteklosti podjetnik že, vi boste morali v reference navesti, komu ste že v preteklosti pomagali pri prototipiranju in na katerih napravah. Če to niso vaše naprave, pač tam navedite. Na podlagi pobud s strani svetovalcev, ki imajo malo več izkušenj s strani svetovanja tujcem, smo pač evidentirali, da dejansko je tujce potrebno obravnavati dalj časa in vam zato vzame to pač vam, svetovalcem, več časa. S strani svetovalcev je bila nekako ocenjena, da je v povprečju 4-krat več vam vzame časa svetovanje tujcu, kot pa slovenskemu podjetniku oziroma potencialnemu podjetniku, zato je ta kategorija ločena. To tudi med EU državljane pa tretjih držav? Ker, kakor vem, je bil razpis, je samo na tretje države se nanaša. Tako je. Saj to vprašanje je bilo, zakaj je to razlikovanje tako? Zato, ker se nam zdi, da je dejansko bi potem prišli vsi bivša Jugoslavija, ne, vsi. Nekako smo ugotovili, vkolikor bomo pa videli, da je dejansko pri tem težava, bomo pa v naslednjih letih to popravili.
Ne, žal tole promocija in radijske oddaje in te stvari ne spadajo v okvir zunanjih izvajalcev. Pogostitve pa, v kolikor boste to zapakirali v izvajanje zunanjemu izvajalcu, pa dejansko lahko. Jaz mislim, da tako kot smo ocenjevali, sredstev za zunanje izvajalcev na tem razpisu ni zelo veliko, ker je pač so omejena sredstva v celotni koheziji za podporno okolje, tako da tisti, ki se nameravate prijaviti na javni razpis, vas res povabimo, da dejansko vsa sredstva, ki so namenjena za zunanje izvajalce, čim bolj koristno izkoristite, zato da bodo podjetniki dobili nova znanja, da bodo si dvignili kompetence, da bodo lahko rasli in se razvijali, ali pa da bodo dobili informacije o priložnostih, ki jim ponuja država, in o zahtevah, ki jih država od njih želi, da bodo lahko skladno z zakonodajo poslovali z državo. Glede mentorjev ni omejitev, samo pri svetovalcih so omejitve. Tukaj sprašuje Daniela, torej če ima en konzorcijski partner 1,5 mentorja, ne more imeti še za NFT za svetovalca. Mislim, da te omejitve ni, da imamo omejitev, mi imamo samo za podsvetovalce, za podjetniške mentorje pa, ker je manj kot za podjetniške mentorje, nimamo omejitev. Se pravi, če institucija izvaja storitve svetovanja hkrati in ima lahko zaposlenega 2 podsvetovalca za polovični delovni čas, tako je. Prav razumete. Ekspertno svetovanje se vrednoti na podlagi realnih stroškov, torej je potrebno v skladu z naročanjem izvesti postopek naročanja, v katerem boste mogli opredeliti, zakaj ste se na trgu odločili za nekega eksperta, ne pa drugega, ki je bil morda cenejši. Pardon, a lahko samo tukaj majčkeno zmotim, a ni Ja. dikcija, da je treba dajati, to se pravi, tiste eksperte, ki so vpisani pri SPS-u oziroma ki izpolnjujejo pogoje? Aha, tukaj sem mislila jaz, da je zato za zunanje izvajalce. Ne, prav za eksperte. Za eksperte pa je nujno, da so za eksperte, ki bodo izvajali ekspertno svetovanje, je nujno, da bodo iz seznama, ja. Ja, a pa je tukaj pol kakšen kazalnik, a ne to? Ja, vi boste morali, ne, tukaj pa ni določene urne postavke, ampak vi boste, zagotovo je več ekspertov v sistemu, ki ponujajo isto vrstno ekspertno svetovanje in boste izbirali. Zunanji, če tukaj odgovorim na vprašanje, prosim za pojasnilo, zakaj ste se odločili, da se sredstva za zunanje izvajalce razdelijo med inkubatorje in podsvetovalce v razmerju 75-25. Tudi podsvetovalci morajo izvesti nekaj aktivnosti, celostna usposabljanja ABC podjetništva. ABC podjetništva po tem javnem razpisu izvajajo podsvetovalci samo v prvi polovici, kot obvezno, samo v prvi polovici leta 2024 in še to za obvezno imajo za izvajati ABC usposabljanja samo 5 največjih regij v Sloveniji, to je osrednjeslovenska, Savinjska, Podravje, Goriška in Gorenjska.
Potem pa po letu 2024 želimo sistem spostaviti na eno drugo, na pač malo višjo raven in si želimo, da bi bili spodsvetovalci, mogoče tega nisem prej omenila, tisti, ki bi animirali in spodbujali potencialne podjetnike in podjetnike, začetnike, da dejansko se na ABC prijavijo in zato je namenjenih tudi kar veliko časa spodsvetovalcev. Tako da razdelitev med kakšen odstotek sredstev za zunanje izvajalce pa gre inkubatorjem in kakšen odstotek gre spod svetovalcem oziroma tistim institucijam, ki izvajajo spod svetovanje, pa je zato ker morajo izvesti podjetniški mentorji tako individualna ekspertna svetovanja kot usposabljanja, za katera menimo, da boste potrebovali zunanje izvajalce. Tako da v prvem letu morda institucije, ki boste izvajali ABC usposabljanja, drugih usposabljanj ne boste izvedli toliko in nekako glede na pretekle izkušnje pač menimo, da je sredstev dovolj, da korektno in pač na nivoju izvedete ABC usposabljanja tisti, ki morate to izvesti. Ne rabite pripravo na mentoriranje, ne rabite beležiti. Mi, če mogoče še pojasnim dokument, kjer razlagamo ure, to vedno znova razlagam, v dokumentu je tabelica, v kateri so je razloženo povprečno število ur za posamezno aktivnost, ki jo je Spirit pripravljen dati za to aktivnost, in na podlagi preteklih izkušenj mi pač ugotavljamo, da je nekatere aktivnosti možno v tem obsegu izvesti. Tako kot je bilo v preteklosti že rečeno, nekako mi povprečno število ur ugotavljamo na podlagi nekih izkušenj, tako vaših kot naših. V ta namen smo tudi naredili leta 2017 anketo. In tam ste sodelovali vsi bivši svetovalci sistema VEM in nekako identificirali, koliko potrebujete za izvedbo nekega dogodka ali pa svetovanja. Za podjetniško mentoriranje pa smo na podlagi preteklih izkušenj iz sistema SIO ugotovili, koliko potrebujemo. Razdelitev, kako pa mi opravičujemo to povprečno število ur, je pa navedena. In mi povprečno število ur, pač tukaj, če govorim za mentoriranje, nekako ocenjujemo, da potrebujete za to, da nekega podjetnika spremljate, da v povprečju potrebujete 20 ur. Seveda pa se vi morate na teh 20 ur tudi pripraviti in v povprečju se morate, tako bom rekla, od pol ure do 3/4 ure pripravljati na eno mentoriranje in zato je skupna vrednost števila ur v povprečju takšna, kot smo jo tam zapisali v tem dokumentu. Seveda pa lahko vi, če ste lahko več ur namenite mentoriranju ali pa namenite enemu mentoriranju samo 5 ur, drugemu pa 35 ur. Tukaj je pa v bistvu vaša lastna presoja mentorjev, koliko ur boste namenili posameznemu mentorirancu, glede na to, kje ta mentoriranec v sistemu rasti in razvoja je. Tako da tukaj je v bistvu, vam mi pustimo čisto proste roke, za nas je pomemben rezultat, ki ga ta mentoriranec na podlagi vašega mentoriranja doseže. Tako da poskušajte se čim manj osredotočati na to,
Mi smo vam samo za ilustracijo na nek način, pa za nek občutek, da vidite, koliko ur smo določeni aktivnosti namenili. V povprečju mi, da smo prišli na tistih 2007 ur za 14 mesecev in 1620 ur za 12 mesecev, da ste mogoče videli, kaj mi za polni FTE pričakujemo od vas. Kako boste pa vi določene aktivnosti izvajali, pa v kakšnem obsegu jih boste izvedli, kako hitro boste se na nekaj pripravili, to pa je čisto vaša domena. Kar smo mi omejili v tem razpisu, je samo to, da dejansko morate izvesti neko število svetovanj, mentoriranj, svetovanj za prototipiranje, usposabljanj, dogodkov, ki so dogodki informiranja in dogodki usposabljanja, in neke aktivnosti, ki jih boste za nas izvedli. Zdaj omejili smo, koliko mora trajati posamezen dogodek. To je definitivno omejeno, to je v navodilih navedeno in tukaj to je okvir, ki se ga morate držati, medtem ko v kolikem času pa vi neko svetovanje ali pa neko mentoriranje izvedete, pa dejansko je čisto vaša presoja, glede na to, da ste strokovnjaki na tem področju, boste vi zagotovo vedeli, koliko nek mentoriranec, ki je prišel k vam, potrebuje koliko ur mentoriranja in koliko se morate vi zanj pripraviti. To je pa neka povprečna ocena. Ugotovili smo, da dejansko nekateri mentorji so bolje usposobljeni, drugi mentorji so slabše usposobljeni, in da nekako omogočimo vsem podjetnikom in potencialnim podjetnikom enako kakovost mentoriranja, smo zato pač dali še dodatne ure v okviru mentoriranja, ki ga pa vi lahko porabite za mentorirance, lahko ga pa za pripravo na mentoriranje porabite, lahko ga pa tudi še manj uporabite, pa za neke druge aktivnosti uporabite, ne vem, za prototipiranje. V glavnem, mi nekako ocenjujemo, da na podlagi preteklih izkušenj, da toliko rabite, če želite se kvalitetno pripraviti na mentoriranje. Pri usposabljanju nam vloga ne pokaže številk, ampak zapiše, to smo popravili, tako da je od včeraj popoldne nov Excel objavljen, v katerem so sedaj tudi pri ABC usposabljanju navedene številke in ne kontinuirano. Razpis, v kolikor sta ista institucija v konzorciju izvaja storitev in aktivnost podsvetovanja in podjetniškega mentorja. Ja, to sem pa že razložila, ne. Da v bistvu je tukaj pomeni ena kvota in lahko na eno kvoto da dva svetovalca. To bomo dali tudi v odgovorih na vprašanja, da bo čisto jasno. Vprašanje glede nacionalnih natečajev, ki bodo dolžni izvajati podjetniški mentorji, tudi tukaj ni določenega kazalnika ani podane podrobnejše definicije, za kaj točno gre. Zdaj v različne nacionalni natečaji se točno ve, kaj so. Nacionalni natečaj je tisti natečaj, ki poteka po celi Sloveniji in je nekako verificiran s strani države. Tako da v okviru, če povem glede mladih, so to Popri. Ali se lahko konzorciju pridružijo tudi ljudske univerze? V navajanju partnerjev sicer niso vključene. Zdaj tako bom povedala, da dejansko mi glede na to, kako različno so registrirani, je registrirano podporno okolje, ki se je v preteklosti prijavljalo na javni razpis, v kolikor te institucije ustrezajo vsem splošnim in posebnim pogojem, potem tukaj ni razloga, da se na razpis ne bi mogli prijaviti
kljub temu, da niso eksplicitno navedene, ker eksplicitno so navedene tiste institucije, ki se primarno ukvarjajo z spodbujanjem podjetništva in podjetniško rastjo. Glede obrazložitve in razdelitve ur, ko smo poskušali razdeliti ure po AN, ne vem, kaj pomeni AN, Nastja, če lahko razložite. Akcijski načrt. Aha, akcijski načrt, ne gre skupaj. Saj imate razmejitev ur je Ja, sej ne špila. Aha, bom jaz pogledala še enkrat. Dajte prosim pogledati, no. Ja. Ok, bom pogledala. Moralo bi, ker sem prepisovala, sem se pa lahko zatipkala. Toliko z moje strani, ali je morda še kakšno vprašanje glede javnega razpisa in celotnega poteka, če ne bi se bi na tem mestu poslovili. Še eno vprašanje, Ida. Ja, pozdravljeni, jaz sem še eno vprašanje postavil, teda hvala. Kar izvolite. Sem zapisal, da v bistvu je vprašanje, v Excel tabeli, recimo za našo regijo piše za mentorja 3036 ur kvota, ne? To pomeni, to je kvota za celotno obdobje, za 26 mesecev. Ja, bom jaz zdaj pogledala, a je tukaj napaka pri vašem, pa bomo to popravili. To gre za Koroško, ne? Tako. Popravimo, prav. Koliko pa je pol dejanska kvota, koliko bi mogla biti recimo za celotno? Za eno kvoto mentorja je 2007 ur za 24 mesecev, ker imate pa vi še 2 meseca zraven, je pa to pač 2007 deljeno z 12 krat, bom takoj pogledala, ne vem na pamet. Uh, 2341,5 bi morali biti. Za enega, ne? Ne, za 1,5 mentorja. Za 1,5, ok. Ja. Za enega mentorja pa 2007, za 14 mesecev. Vi delate sedaj akcijski načrt za 14 mesecev. Ok, velja, hvala. Špela Rozman, izvolite. Pozdravljeni. Jaz bi samo še enkrat sem si snela zdaj dol to Excelico, tisto, kar je Aleša že prej spraševala, ta kontinuirano. Zdaj ste glihkar rekli, da delamo v bistvu mi akcijski načrt zdaj samo za prvih 14 mesecev, pa potem še za naslednjih 12, ker nam ni jasno, recimo, ko pišemo 7 usposabljanj, za naslednje lete piše pa kontinuirano izvajanje. Kaj to pomeni? Recimo podjetniški mentorji morajo narediti usposabljanje, podjetniški inkubatorji, v prvih 14 mesecih 7 aktivnosti, potem, kaj pa on stolpič zraven za 12 mesecev, piše pa kontinuirano izvajanje. Bom samo pogledala. Takrat na našem srečanju je bilo omenjeno, da so določene stvari snemale in da jo potem on demand na voljo. Je bilo kaj v tem smislu to mišljeno, da se prvo let posname naredi in drugo let ne izvaja več v živo, ali? Ne. Ne, ok. No, pa bi pa res prosil to, ker nismo znali jasniti, kaj se pričakuje čisto res od nas. Vi v bistvu gledate samo prvo leto zdaj v tem trenutku, prvih 14 mesecev. Bom pa jaz zdaj preverila, tam bi moralo biti tam je pa samo za občutek zraven, koliko boste pa morali načrtovati v naslednjem mesecu, mislim naslednjem letu. Bi pa moralo biti v naslednjem letu navedeno pač nekaj usposabljanj, se ni spreminjalo glede na 2 meseca, so ostala enaka. Spreminjala so se samo mentoriranja, potem pa ekspertna. Se pravi, dajte to res pogledati, ker je pomemben pa tudi, da vemo, kako finance razdeliti, ker če imamo 14 dogodkov, to preverite, no, zato da mi tudi vemo, koliko na dogodek potem pride sploh nekih sredstev ali pa karkoli, no, bi prosili. Hvala. Ja, bomo preverili pa bomo spremenili, prav?
še ena roka je Nastja pa Darja. Nastja, izvolite. Ja, evo, še eno vprašanje imam, in sicer to se pravi, v razpisu je navedeno, da moramo zagotoviti program dela. A si vi to program dela, to se pravi za celo obdobje, a ne? Akcijske načrte damo zraven za 2024, naslednji let za 2025, treba je pa priskrbeti še program dela. A si to predstavljate kot nek akcijski načrt ali želite v Wordu dokument pač opisan? Opisno? Ja. Bom pa jaz Okej. tole, ni potrebo, vi v bistvu akcijski načrt naredite samo za leto 2023-2024, za 2025 boste pa, bodo pa tisti, ki pač bodo uspešno kandidirali, bodo naredili za leto 2025 do konec novembra 2024, ne? Ja, okej, pa sem še eno vprašanje, in sicer v javnem razpisu piše, da je en modul ABC podjetništva, dva dogodka podjetniškega usposabljanja, v navodilih pa, da je 1:1. Kaj je zdaj? 1:1 ali 2:2? 2:1. Še enkrat, Nastja, ker sem zdaj tu brala, če lahko. V razpisu je navedeno, da je modul ABC podjetništva, en modul, da je smatran kot dva dogodka podjetniškega usposabljanja. Ja. V navodilih pa piše, da je en modul, eno usposabljanje. Ne. Katera stvar zdaj? Ja. Razpis. Potem v navodilih nismo popravili, ker smo spreminjali, najprej smo imeli pač 8 ur za eno usposabljanje, potem smo pa usposabljanje znižali na število na 4 ure šolske, in zato je pač potrebno, bomo v navodilih popravili, prav? Okej, hvala. Izvolite, Darja. Jaz sem imela isto vprašanje glede tega programa dela za celotno obdobje trajanja razpisa. Ne vem, v čem je smisel, ker nam itak določate, kaj moramo delati, se pravi, in če že naredimo akcijski načrt, ne vem, mogoče se razmislite, če je to res potreba, no? Če imate pa tako zelo definiran z naše strani, potem jaz mislim, da vam ne bo nobene težave te stvari tudi narediti. Tako da itak veste, kaj obsegajo aktivnosti, in jih pač tiste stvari, ki veste, jih napišete, ostale pa pač boste dodali novembra 2024, tisti, ki boste uspešno kandidirali na tem javnem razpisu. Če smem nekaj dodati, verjetno. Ja, povejte. Verjetno akcijski načrt, tako kot je bil v tem razpisu, kot neke vrste razpredelnica po nosilcih, temah in časovnih obdobij, pa tudi, če se recimo teme spreminjajo v obdobju, ni neki problem, ne? Da nekje sledimo rdečo nit ali zlato nit, ne? V tem. Okej, hvala, lep pozdrav. Še morda kakšno vprašanje? Če ne, bi se vam jaz na tem mestu zahvalila, pa vam želim uspešno kandidiranje na tem javnem razpisu, tako da verjamem, da se bomo z nekaterimi še srečevali. Lepo bodite in vse dobro, srečno. Hvala, adijo. Hvala. Hvala, adijo.